Dober večer. Jaz sem prav vesel, da sem danes dobil priložnost, da lahko pridem na obisk v ta del Slovenije. Hvala za to priložnost. Povedal bom nekaj svojih misli na temo, kdo nam je ukradel državo. Odgovor je, to je bil prenovljeni vrh bivše komunistične partije, ki je načrtoval obvladovanje gospodarstva že pred osamosvojitvijo. To so strici, o tem pa je govoril že dr. Jože Pučnik. On je uporabil terminus odtujeni centri moči. Povedal bom kratek primer iz svoje izkušnje, kar se v kraje države tiče. Jaz sem v tujini preživel skoraj 40 let, večino tega v Ameriki, in vrnil sem se za plebiscit, da sem glasoval na plebiscitu, sem mislil, da bomo imeli pa Slovenci svojo novo državo in da bi rad bil zraven. No, zgodilo se je, da me je Demos postavil za generalnega direktorja vseh 3 slovenskih železarn. To je bilo 10 000 delavcev in finančne razmere so bile zelo težke. Jaz sem sestavil svojo ekipo, naredil z njimi finančni načrt, ga predložil slovenski vladi, potrdil ga je tudi dr. Krajnc, ki je takrat vodil direkcijo za sanacijo bank. No, in kar se je zgodilo, je bila seveda nezaupnica Peterlehovi vladi, ki je uspela, prišla je na vlado LDS. 14 dni po prevzemu vlade strani LDS-a je prišla od vlade na slovenske železarne ponudba iz neznane finančne družbe T2 Investment iz Bermudov. Zdaj, a veste, jaz sem pač živ v Ameriki in jaz vam lahko, recimo, malce za zabavo povem, da na Bermudih lahko delate samo 2 stvari. Ali se kopate v morju, ali pa peljete denar. Ne. Torej, kar se je dejansko dogodilo, je to, da me je LDS kot enega povratnega Američana poskušala izrabiti za to, da bom potrdil to njihovo namero v svoji naivnosti, česarkoli, in da bodo potem železarne prodane. Pogodba pa je mimogrede zajemala odpustitev polovico delavcev. 6 000 delavcev bi šlo takoj na cesto na stroške države. Takrat se sindikati, torej Semolič, tako bomo rekel, sploh ne oglasil. Skril se je nekam v svojo luknjo. Ampak jaz sem se zavzel za sindikate v tistih težkih razmerah. Tudi jaz sem dobil plačo, delamo v prehrambenih konih, in mene in oni, sindikati, so se bali, da jih bodo prodali. In mene so klicali v svoji knjigi, kjer sem to opisal, imam poglavje: Pomagajte, gospod Taplinc. To je bil telefonski klic enega od sindikalnih funkcionarjev iz Jesenic. Ni klical Semolič. No, zdaj moram pa to povedati, da je o pomoči civilne družbe, mojih sodelavcev, in tudi o pomoči, znatni pomoči medijev, in to je bil Ti Dobršek na delu in Lado Ambrožič kot direktor informativnega programa na nacionalni televiziji. Ta prodaja ni uspela zato, ker je bil odpor v ljudeh prevelik. Zdaj, moram reči, to je bil edini takojski
poskus, ki ni uspel. Vsi drugi so pa uspeli. Torej, strici so se naučili, kako je treba to malo bolje izvrsti. Zdaj, kaj se je dogajalo, vi to vsi veste, jaz bom samo čisto na kratko ponovil, ali pa torej, zelo kratek pregled zadnjih 20 let. Najprej je bila Markovićeva zakonodaja že v prejšnjem režimu, potem pa po osamosvojitvi najprej bypass podjetja. Razdelite dve podjetje na dve polovici, bypass gre v Avstrijo, direktor gre z bypassom tja, to podjetje pa denar ostane tam, podjetje v Sloveniji pa bankrotira. Potem so bili lastniški certifikati, za katere je dr. Mencigar, ekonomist, rekel, da so nič reden papir. Jaz poznam celo vrsto ljudi, ki mu je verjelo, torej to seveda je bil nesmisel. Ta nič reden papir so kupovali tisti, ki so imeli dostop do bančnih kreditov, in tako so nastale pilovske družbe, ki jih danes lahko berete tam v seznamu, v Reporterju, torej to so najbogatejši milijonarji v Sloveniji, imate tam noter. Torej, obogatili so se z nakupom, skrajno cenenim, podcenenim nakupom certifikatov na borzi in tudi na črnem trgu, ki ga takrat vlada sploh ni preprečevala. Kasneje so bili tajkunski prevzemi, ki pa imajo tudi svoj izvor že pravzaprav v temu, kar je ekonomist dr. Mencigar rekel, že za časa Demosni, zaradi česar je odstopil takrat vlade. On je rekel, menedžerski prevzemi. Kaj pa je to drugega, kot tajkunski prevzemi? Potem so se pa zares zgodili in vsi vemo, kako je to potekalo. To je tisti, ki je lahko prevzel podjetje, torej je seveda potreboval kredit banke. V kredit banki si pa samo dobil, če si imel tesne politične povezave. Tudi to je cela vrsta imen, ki jih jaz in tudi vi vsi poznate. No, in kar se je naprej dogajalo, je pa bilo torej to ves ta čas tudi ena dediščina prejšnjega režima, in to je, da so obstajala 3 sita, in to je bila policija, tožilstvo in sodstvo. Nihče ni prišel skozi, če mu otujeni centri moči, če tega niso želeli, ali se je ustavili pri policiji, pri tožilstvu ali pa pri sodstvu. In to se dogaja še danes. Poglejte zgodbe iz časopisa. Jaz bi samo tole še omenil za... Spominjali se boste gospe Romane Logar, ki je vodila agencijo APN. Ona je, da bom zdaj natančno povedal, leta 1996 izdala 1086 uredb o uvedbi revizijskega postopka. Nič se ni zgodilo. Takrat je bil minister Gaspari, ki ji je pa prepovedal revidirati bypass podjetja, ki so bila rezidirala v tujini. Ena ocena je, da je okoli četrtine takratnega slovenskega premoženja že bilo v privatnih žepih. Kasneje, seveda, zdaj ocene, koliko o kakšnem denarju zdaj teh tajkunov govorimo. Mi imamo tukaj finančne repe v Singapurju, Liechtensteinu, Švicu, Cipri, na Kajmanskih otokih, kjerkoli hočete že. In jaz se bom zdaj sklical na oceno gospoda Blaža Kavčiča, ki je bil prejšnji predsednik državnega sveta, sicer je politično drugače mišljenj, ampak na televiziji mu je enkrat ušlo in je rekel, ja, to je pa več 10 milijard denarja je v teh davčnih oazih. No, ampak recimo, če vzamemo
da jih je recimo 20 milijard, jaz mislim, da jih je najbrž že več, ampak recimo, to pomeni 2 proračuna Republike Slovenije. To pa tudi pomeni, da smo, kakor smo nekdaj še pred cesarjem Franco Jožefom I, so vsi Slovenci plačali desetino kot tlačani. No, zadnjih 20 let pa po tej oceni lahko rečem, da smo vsi plačevali desetino tajkunov. In vprašanje se sedaj postavlja, cesar Franc Jožef I je leta 1848 osvobodil Slovence od tlačanstva in osvobodil plačevanja desetine. Torej, kdo nas bo pa zdaj osvobodil plačevanje desetine slovenskim tajkunom? Torej, po mojem mišljenju je edini politik, ki je v Sloveniji tega sposoben, Janez Janša. Jaz bom takoj končal sam še 2 ali pa 3 stavke in mislim, da je ravno to vzrok za to, da ga je po seriji drugih poskusov, ki so bili že preomenjeni, sedaj ta korupcijska komisija obdolžila nečesa, česar ni naredil. To je pravi vzrok. Zdaj, o korupcijski komisiji samo par besed. Dr. Rupel je povedal svoje izkušnje. Dr. Bršič je napisan članek, ki finančno zadevo obravnava. Upravljene so bile in objavljene so bile tudi pravne analize tega. Jaz se v to ne bom spuščal. To pravno analizo je naredil dr. Lovro Šturm. Povedal bom pa, kaj si jaz o tem mislim. Jaz mislim, da je zakon protiustaven, to pa zato, ker ne daje obtoženemu nobenega pravnega varstva, nobene možnosti zagovora, nobene možnosti, da gre na sodišče in dokaže svojo nedolžnost in tudi mu ne prizna to, kar priznava vsakemu nam slovenska ustava. To je, da je vsakdo nedolžen, dokler ni pravomočno obsojen. Zdaj, jaz, še to bom rekel, jaz imam en oseben problem z senati. Protikorupcijska komisija ima senat, mene je pa pred dolgimi leti ljudski senat 2-krat poslal na Goli otok. Brez možnosti pretožbe, brez pravnega varstva, brez možnosti, da gre na sodišče in dokažem svojo krivdo v nasprotju za generalno deklaracijo človekovih pravic. Zdaj smo pa na isto.